Bistvene novosti, poleg seveda tistih stalnih zadev, kot so podelitev Zlatega stojana in Pornofikata, so letos 3, torej interaktivni oder, na katerem bo potekal Stojanov College, se pravi predavanje na temo seksualnosti s praktičnimi prikazi. Potem bomo imeli test vibratorjev v živo, ki bo pač tudi določil zmagovalca oziroma dobitnika drugega Pornofikata. In tretja novost je mali festival na velikem sejmu, torej festival, ki smo ga poimenovali FUCK, F-U-C-K, kar pomeni Festival urbane cinefilske kulture, na katerem lahko nastopa vsak, v bistvu s svojim prispevkom, ki pa ne sme biti daljši od 15 minut. Skratka, tema je znana, če je na sejmu erotike. Zaenkrat imamo 16 prispevkov, ki se bodo tokom sejma vrteli v posebnem teatru. In tam boste lahko vsi obiskovalci tudi glasovali za vašega favorita. In ta favorit bo dobil potem na koncu prvo porno rolo, se pravi priznanje za največji dosežek. Imam jaz ten filmček. Evo, danes ga lahko še ok, 17 bomo imeli, dobro. Na mednarodnem področju bi pa izpostavil tudi, da bomo prvič tudi eno transseksualno zvezdo iz Brazilije popeljali, torej Lady Boja Fernando, ki bo zagotovo nekaj poseben. Jaz se bom predvsem zabavala, ampak seveda bom tam, da se bom pogovarjala z gosti, naredili bomo kakšno zanimivo sliko. Seveda bom pa tudi odpela skladbo Diva, ki je bila neka rdeča nit tega zajtrka Petelinov. Tako da bom bila tam od začetka do konca in jaz verjamem, da se bomo imeli fajn. Ste si morda erotični sejem v Celju že kdaj po preteklih letih ogledali? To je moj prvi obisk, nisem nikoli odtegala, ker sem imela vedno neke obveznosti, vedno se je pač datumi so se tako poklapali. Zdaj sem si pa rezervirala in se pač že zelo veselim tega sejma, da vidim celotno to dogajanje, to vzdušje, ki verjamem, da bo super, pozitivno, predvsem pa tudi veseli december je in verjamem, da bodo vsi dobro razpoloženi, če pa ne bojo, jih bomo pa mi spravili v boljšo voljo. Vaše mnenje o tovrstnih sejmih? Erotični sejmi so dobrodošli, so zdravi, pač da ljudi seznanjamo z vsemi novostmi. Bi morda sami komu kupili kakšno erotično igračko? Ja, seveda bi kupila, zakaj pa ne. Sem zato, da so darila zanimiva, predvsem pa uporabna, tako da tudi jaz upam, da me bo Božiček uslišal oziroma me zdajle sliši, pa mi bo kakšno zanimivo igračko prinesel. Sem že velika punčka. Če bi morali pri zavodu oceniti najbolj seksi stranko volitev, koga bi izbrali? Najbolj seksi stranko volitev, nobena mi se mi ne zdi tako seksi, da bi na sejem povabil. So pa vsi dobrodošli, vse volitve bodo mimo, potem naslednji teden pa ne pridejo, ker mogoče bomo že naslednje leto volili novo vlado. Še vaša ocena političnega boja, bi vi morda imeli kakšnega favorita pri izboru najbolj seksi, najbolj erotične slovenske stranke? Pa noben se mi ne zdi posebej seksi, posebej erotičen, tako da mogoče bomo pa mi naš zavod drug let kandidirali, pa bomo najbolj seksi.